Dober dan, en prav super lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil na kolo, da navijem nekaj novih kilometrov, da vam malo povem, kako kaže moj letni plan in kakšni so merljivi učinki strukturirane vadbe. Spet imamo eno tako lepo sončno vreme, prijetnih 21 stopinj Celzija. Jaz pa sem se iz čiste nostalgije opremil z očali in z bidoni, ki sem jih dobil na Majorki. Kar nekaj vprašanj je bilo glede dopusta na Majorki, glede organizacije, stroškov in najema kolesa. Če koga karkoli zanima, naj mi napiše od spodaj, da ne delam posebej videa o tem. Jaz imam do zdaj v letošnjem letu narejenih 8500 km. V dobrem imam še 125 km, ki sem jih naredil z električnim kolesom v Belgiji, ampak tega ne bi rad štel v svojo letno statistiko. Zanimajo me samo kilometri s specialko. No, tukaj moram dodati, da sem se v Belgiji vozil tudi z gorskim kolesom in pa z nekim gravel kolesom, ampak se razumemo, pač ne bi štel električnega kolesa, vse ostala kolesarjenja so mi pa ok. Za dosego svojega letnega plana trenutno delam po 190 km na teden, kar naj bi mi nekako garantiralo, da jih bom na konec decembra imel 10 000. No, sej tudi na Majorki sem kar dobro izkoristil. Sem imel specialko 3 dni in sem naredil z njo 250 km, tako da sem lepo ostal znotraj teh parametrov za letni plan. Glede na te tedenske plane imam slabih 300 km v dobrem, tako da si lahko privoščim kak teden narediti tudi malo manj kot 190, ampak prav preveč se pa na to ne smem zanašati. Danes je sobota, 29. oktober in danes po noči bomo prestavili uro. Popoldnevi bojo kar naenkrat postali super kratki. Če mi bo uspelo vsak dan po službi narediti 30 km, sem nekje znotraj plana, s tem, da moram obvezno izkoristiti tudi vikende. Zdaj moram obvezno izkoristiti 4 proste dni, ki jih imamo na kupu zaradi vikenda in praznikov ob 1. novembru, tako da naredim čim več kilometrov, ker potem sem v vremenski napovedi pa že videl, da bo od 4. do 12. novembra kar vsak dan nek dež. In tako se lahko vsi plani zelo hitro porušijo, če nisi discipliniran. V bistvu bi lahko rekli, da je moj plan kot hišica iz kart. Ena malenkost gre narobe in se vse lahko zruši. Ta teden sem jaz 190 km že naredil, tako da sem danes prepustil Garminu, da me pelje na izlet. Uporabljam njegovo navigacijo. To bo kakšnih 85 km čistega bonusa. Link od ture bom pa itak, tako kot zmeraj, dal od spodaj v opis videa. Spet moram pohvaliti Garmina, kakšno lepo progo mi je danes zrisal. Si mislim, da 1/3 vsaj sem se vozil po popolnoma neznanih cestah, prvič v življenju. No, tukaj se moram popraviti. Dejansko je bila skoraj cela polovica proge po popolnoma neznanem terenu in sicer celih 42 km. Krasna okolica, lepe ceste, prav super, tako da moram doma naštudirati, kje vse sem bil, da bom lahko še kdaj ponovil. Včasih me kdo vpraša, če lahko svetujem kakšno lepo progo po Italiji in potem tako z Garminom ugotovim, da še jaz ne poznam vseh cest. Ja, zdaj to prestavljanje ure je škodljivo, ni škodljivo. Kaj pa vem,
Letos, ko sva šla z ženo na Ciper, sva jo v enem tednu prestavila dvakrat, ker so oni 1 uro naprej od nas. Tako da, če to prestavimo 2krat na leto, se mi ne zdi taka huda reč. Konec koncev pa ljudje potujejo z letali v Azijo, v Ameriko in prestavljajo uro še za bistveno daljše intervale. Jaz se tudi spomnim leta 1980, ko se je to premikanje uvedlo. Koliko je bilo takrat ene debate, kako bo zdaj, kdaj bo peljal avtobus, kdaj se dobimo po novi ali po stari uri. No, ampak kakorkoli, kar čez noč smo to premikanje uvedli. Danes znanost celo pravi, da to premikanje ure nima več pravega smisla in da je tudi zdravju škodljivo, ampak premikanja pa vseeno ne moremo ukiniti. Jaz tega ne razumem. Brez veze je in škodi, ukiniti pa ne moremo. Sicer pa lahko mi prestavljamo uro do onemoglosti, ampak te ure, ki tiktaka v mojem prstnem košu, pa ne morem prestaviti nazaj. Ona kar teče in teče in upam, da bo še dolgo tekla, če bom lepo pazil na njo. Jaz sem zaenkrat s svojim počutjem in svojo kondicijo kar zadovoljen. Junija sem si izdelal Garminov 4-mesečni plan vadbe, ki se bo zdaj konec oktobra tudi končal. In moram priznati, da se kar poznajo učinki strukturirane vadbe. Te Garminove vadbe sem imel 4krat na teden, včasih so bili kakšni močni intervali, drugič kakšna mirna vožnja v coni 2, ampak zelo lepo razporejeno, pestro in prijetno za kolesarjenje. Jaz sem pri sebi najbolj opazil, ko sem se ta teden vozil 2 uri v coni 2, da sem dosegel povprečje 26,5 na uro, v coni 2 pa sem bil 95% časa, ostalo je bila cona 1. In se spomnim jaz v juniju, ko sem začel s temi vadbami, sem imel 1 uro vožnje v coni 2, itak čista ravnina, in sem imel povprečje 22,7. S tem, da se spomnim, da me je za kakšno minuto navilo tudi v cono 3, ker nisem mogel ves čas držati tako nizkega pulza. To je pa zelo pomenljivo in bi rekel zelo dober napredek in zelo dobra izboljšava mojega fitnesa. Resnici na ljubo, jaz niti ne bi delal plana 10.000 km na leto, če se ne bi dobro počutil. Zdaj za drugo leto je pa še vprašanje, kako bo. Ali bom tudi lahko dosegel 10.000 km, ali jih ne bom mogel. Letos sem imel res srečo. Mi je služilo zdravje in je bilo v redu vreme, tako da je bila cesta res velikokrat suha. Vse to za drugo leto težko napovem, ampak tisto reko bom prečkal, ko bom prišel do nje. Jaz se bom zdaj do konca leta lepo tako vozil po svojem občutku, potem si bom pa sigurno spet kreiral en Garminov načrt vadbe. Evo, in skozi tako lepo pokrajino sem se praktično brez besed prav lepo počasi vračal nazaj proti domu. Če koga zanima več, lahko povem, da gre za območje zahodno od Goriških Brd med Čedadom in Gorico. Ok, to je to. Bodite fajn, želim vam srečno in varno vožnjo, čim več kilometrov. Hvala vam za vso podporo, mi pa se vidimo prihodnjič. Čau, čau.